Lepo pozdravljeni v junijski oddaji Poglobljeno s Tanjo Skaza. V prejšnji oddaji sva govorili o tem, zakaj žrtve nenehno iščejo razloge in krivdo za vse, kar se jim dogaja v drugih. Danes pa bova spregovorili o tem, da smo si večino najtežjih izkušenj, okoliščin, odnosov in dogodkov izbrali sami. Še predno smo se rodili. Tanja, če želimo v svetlobo, moramo najprej pogledati v temo, v globino, v svoje izzive. Zakaj? Mislim, to je najtežje, ampak če ne pogledamo v svojo globino, potem dejansko ne moremo rasti. Ker mi skozi našo bolečino pridemo do izvora, kako lahko živimo srečno in srčno življenje. Mogoče se bom dotaknila, kaj se nam največkrat dogaja. Ja. Da, ko smo otroci in nismo srečni v otroštvu, ali pa karkoli, ne vem, da se zdaj spomnimo, da imamo izzive v družini, ne vem, oče alkoholik, starši odtujeni od otrok in tako naprej, radi zbežimo iz tega mesta, ker se ne želimo spominjati našega otroštva, tam, kjer smo preživeli otroštvo, ki nam je bilo, ne vem, naporno, težko, so nas zafrkavali, posmehovali, kakorkoli, in uidemo in gremo v drugo mesto, ampak mi ne moremo uiti naši preteklosti, ne moremo uiti našemu otroštvu, zaradi tega, kajti potem bomo tudi te vzorce nosili naprej. In kaj se nam dogaja? Da te preizkušnje pridejo. In mogoče se jih sploh ne zavedamo, ampak vedno so večje, ker odraslo osebo ne boli otroka. Zato je lepo pogledati v bolečino. Jaz rada pogledam, vse sem se jaz tudi sama, sem zbežala, če že povem svoj primer, iz Velenja v Celje. Tako sem želela nekako, da pustim preteklost za sabo. Bila sem vedno tako posebna, malo drugačna in sem rekla, ok, super, zdaj bom se odmaknila, ampak pot me je pripeljala nazaj. Mojega moža sem spoznala, je iz Velenja in sem se pripeljala nazaj v Velenje. In se soočila z vsako bolečino, pa rečemo vsakim izzivom, ki ga takrat sem mislila, da ga ne želim ne videti, ne slišati, ničesar. Meni je bilo zelo zanimivo, ker zdaj, ko midve snemava najino oddajo, vem, da imaš obdobje nekih preizkušenj in izzivov. In ko sem te vprašala, ali bi želela, da snemanje prestaviva, si rekla, ne želim. Eva, jaz sem šla v svojo globino, jaz sem šla v bolečino in jaz sem zelo odprta. In v bistvu si na tak način, ko človek gleda na tak način na bolečino, ne zbeži se, ne ustraši, ampak ti se res potopiš in maksimum potegneš. To je nekaj najlepšega in srčno upam, da bo vas to oddajo pomagali ljudem spoznati točno to, kar si rekla, da smo se življenje sami skreirali in življenje je res lahko lepo. In jaz sem skozi to bolečino, najprej povem, da meni je astrologinja celo rekla, ne vem, koliko verjamete v astrologe, mi je rekla, da če bi bilo možno, da je moje leto 2022 do maja, je rekla, tako do maja, če bi bilo možno, da zaspiš, Da ga zbrišeš. Ja, da ga zaspiš. In res do 30.4. se mi je kar naprej dogajalo. Ampak v tej bolečini vedno se vprašam, kakšne so to preizkušnje zame, kakšne preizkušnje pridejo in naj povem, takrat dobim največje ideje. Jaz sploh ne znam povedati, koliko dobrih stvari se ustvari, koliko dobro vidim za ljudi. Primer, pripravljam se tudi na obred, in ko se pripravljaš na obred, potem tudi imaš skupino ljudi in v tej skupini tako rada rečem, ok, kaj je tisto, da ta skupina ljudi, vsak posameznik najboljše naj dobi. In iz take bolečine prijo najboljši odgovori, resnično, za njih uvide in to je nekaj, kar me polni in kar mi pokaže pot, da v vsaki bolečini lahko najdeš veliko svetlobe, veliko sreče in veliko notranjega miru. Torej, ne bojim, ne se bati teme, ne se bati bolečine, a ne? Ne. In glede na to, da smo si kot duša, obe veva, so tudi dobili na obredi, kot duša zavestno odločili za prelomnice in izkušnje v življenju, ki jih bomo doživeli. Recimo, lahko delim jaz svojo izkušnjo z mojim očetom. Ja. Z očetom imava dokaj hladen odnos, poln izzivov, mogoče veliko obsojanja in tega. In dokler nisem jaz videla, da je v bistvu je bil ta dušni dogovor, da bo on imel tak odnos do mene, dokler jaz tega nisem sprejela in da sem šele takrat videla, da v bistvu je bil tak do mene, da sem jaz lahko to moč in ljubezen v sebi našla. Ker če ne bi bil tak, tega ne bi mogla najti. Točno to. Ti si njemu kot učenka in
on tebi kot učenec. In enkrat sta v vlogi učitelja. Vedno je to tako. In to je krasno, da si sama ugotovila, dejansko ti noben ni rabo tega povedati, to si ti sama prišla do tega odgovora. Tako kot moj odgovor, ki je, moja mami je zelo ponižna. To pomeni, moja babi je bila sirota in je vedno se samo borila, da je tukaj in zdaj, samo da je, ne da je tukaj in zdaj, samo da je mama, pa da je žena. To je bilo dovolj. In moja mama je to prevzela in ta vzorec je bil tudi pri meni. In potem, ko se ti sooči s tem vzorcem in rečeš, ok, kaj lahko naredim, delaš na tem. In sem videla, da ne rabim biti ponižna in potem poskušaš poiskati pravo orodja, da delaš na teh spremembah. Kaj pa je pomembno, ker mi te mamo dajo, da spremi sebe in tako boš spremil tudi svoje starše, pa spremi starše, pa boš sprejel sebe. Mene je vedno motilo to pri mami. Vedno mi je bilo to hudo. A veš, kaj je bila tako ponižna in je vsem dajala prednost. Joj, on dela v pisarni, oni so boljši, oni so to, oni so. Tako, da mi je bilo tako hudo, včasih mi je šlo tako na živce, prav na živce mi je šlo. Sem rekel, oh my God, srčno upam, da nisem podobna mami. Tukaj nisem videla, da sem si točno tako mamo zbrala, da me to nauči, da nimam ponižnosti, da se lahko pogovarjam z Borutom Pahorjem, komorkoli, in da to sprejmem, da je isto tako človek na drugi strani, z istimi, ne mogoče z istimi bolečinami, ampak z ranami podobnimi, kot jih imam jaz. In tukaj v bistvu odpadejo izgovori, če bi bil moj oče tak in tak, če bi bila moja mama taka in taka. Mi smo se odločili, ti si izbrala tako mamo, jaz sem izbrala takega očeta, zato da zrastemo. Pa da se jih ne sramujemo. Da jih sprejmemo. Točno to. Mogoče samo še to, dokler jaz nisem sprejela očeta, toliko časa mi je življenje prinašalo podobne ljudi, podobnega partnerja, prijatelje, vse, tudi šefa na koncu, ki so bili, kamorkoli sem pogledala, so nekaj sami moji očetje. Dokler nisem jaz tega razumela. Torej življenje nam daje, te duše. Tako dolgo, dokler ga sama ne opaziš, tako dokler sama nisi opazila tega vzorca in dokler nisi rekla, oh my God, zdaj pa je skrajni čas, da se nekaj ven iz tega nauči. Tudi ti si verjetno pri mami imela, si bile ponižne ljudi okrog, ne? Seveda, in kaj se mi je dogajalo, da so tudi ljudje taki prihajali k meni v službo. V službo, to pomeni, ki so se vseh bali. Vsi kupci so bili boljši, kot smo mi sami. A si predstavljaš, da si v podjetju in da, ne vem, tvoja key accountka daje kupcu 3-krat večjo prednost kot nama. In dokler ne prideš, dokler ne razrešiš vzorca z mamo, to pomeni, da rečeš, ok, mami, zdaj te sprejemam, lepo prosim, mami, kaj vse potrebuješ, da se boš počutila ljubljeno, ampak to pomeni, da sem mogla sebe tudi sprejeta. In takrat, če le začneš odpravljati vzorce, prosim, ne hitimo, zelo lepo si pa prej dodala stavek, pa bi mogoče še povedala izgovori. Kolikokrat slišimo ljudi, ko rečejo, če bi me oče pustil, da bi počel to pa to, bi danes bil to pa to. Če bi mi mami dovolila, da bi se poročila s tistim, bi danes živela tako pa tako življenje. Če bi mi mami dovolila ali pa starši, gor pa dol, sprejmite to, da ste si to pot sami izbrali. In prej, ko boste to naredili, sprejeli mamo ali očeta, boste sprejeli sebe. In potem sem rečete, ok, kaj vse zmorem, na kakšnih velikih preizkušnjah smo, ampak te preizkušnje so tako lepe, veš, kaj pozabljamo? Kaj pa res pozabljamo? Pozabljamo, da imamo krasne službe. Pozabljamo, da smo obdani z čudovitimi ljudmi, pozabljamo, da imamo čudovite otroke, To je tista pot, ki nam samo potem kaže, koliko smo naredili napredek. No in v tej hvaležnosti tudi ti veliko pišeš v svoji knjigi in naj poveva, da tudi tokrat smo pripravili nagrado in sicer bova podarili tvojo knjigo. Ja. Ker tvoja želja je, Tanja, da letos koliko žensk prebere? A mi lahko prosim, dovoliš? Zdaj bom pa kar pogledala jih v ekran, čeprav vidim, da imaš liste, ker si Ker bi rada nekaj prebrala. Seveda, vendar. Tako, jaz resnično, ko sem pisala knjigo, sem svojo izpoved dala. To meni srce, dušo sem dala. Takrat, ko se knjiga bere, ko vas veliko bere knjigo, takrat jaz prav čutim, prav čutim to vašo ljubezen do mene, do sebe, ko berete knjigo, zaradi takrat se polnimo se. In moja namera je, da 1000 žensk, 1000 dragih dam
hodi po plaži in prebira knjigo in se odloči, da bi rada postala zmagovalka. Draga moja, vsaka od nas je bila kdaj žrtev, o tem smo že govorili, ampak moja knjiga ti je vodnik, orodje, da boš lahko spoznala, kako resnično sprejme sebe, sprejme starše in vidiš, kakšno lepo popotnico lahko daš svojim otrokom. Tako da, zraven bomo imeli še ambasadorke, ne? Tudi ambasadorke, Ja. veliko ambasadork knjig je, ki jim je knjiga definitivno spremenila življenje in bodo tudi same povedale, kako so postale bolj hvaležne, kako so se začele bolj sprejemati, se imeti rade. Točno to. Tako da jaz se zahvaljujem čisto vsaki, ki mi je napisala. Zdaj smo pač dali samo objavo, da bi rad tiste ambasadorke, katere želijo podati svoje iskreno mnenje, kakšno spremembo so naredile, ampak še Malo vedno, bodo objavljene. ja, kmalu bodo objavljene, še vedno vidim, da je moja knjiga res Biblija za ženske. Resnično jo se čutim, kadarkoli odprem mojo knjigo. Kjerkoli. Kjerkoli. Ja. Hvala za to. Kjerkoli vedno dobim neko dobro sporočilo in vem, da sem marsikateri pomagala že s to knjigo, da je naredila spremembo, naredila preboj, tako da, drage moje dame, tudi računam, da boste vi med tistimi. Zbrali smo afirmacijo. Sva izbrali afirmacijo, mogoče samo, če dovoliš, ko sva že ravno pri hvaležnosti. Ja, Se strinjaš z mano, da smo lahko zelo hvaležni, da pravzaprav smo kot duša dobili priložnost in telo, da pridemo na zemljo. seveda. Koliko duš nima te priložnosti? No, to je pa tista, ki mi sva želeli posneti prav film, ne prav video, Ja. plano duše, pa smo rekli, mogoče bo ta malo prehuda, a vi veste, koliko duš čaka zgoraj. Samo kdaj bo imela priložnost in izbere starše, ne glede na to, kakšne so, samo da pride na zemljo. Tako da zavedno, tako vsako jutro, če je le možno, se zahvalite za to. Zahvalite se za vsak dan, da ste ponovno živi, da ste srečni. To niso floskule, ki Ne. govorijo. Ne. A veste, ker tako rečejo, ja, on govori pa se zahvaljuje. Ja. Vsak sleherni dan, hvala, ker sem živa. Hvala, ker lahko ponovno kreiram. Hvala, ker sem vsak dan boljša oseba. S hvaležnostjo se vam odpirajo vsa vrata. In Pa za spokojno jutro, tako lepo si napisala v to knjigi. boš ti prebrala. To bom To prebrala. boš želela, Ja. no? Ker si rekla, da to Da si sem si vedela. označila, ker je to je tako pomembno, ko se enkrat začnemo zavedati, že da pridemo sem in vedno se ciklamo okrog tega, joj, pa moja mama tak, pa šef tak, pa ne opazimo pa vseh teh lepih stvari okrog nas. Ampak midve smo obe naredile spremembo, če se spomniš, kako smo midve tudi delali. Jaz sem resnično delala spremembo s hvaležnostjo. Ne? Tako da tudi ena naloga, ki bi jo delila, ampak potem je tudi Eva to enako, isto nalogo vzela, pa jo je delala. Predlagam, da najprej, če imate res izziv starši, tako kot ko sem ga imela jaz z mamo. Prav imela sem izziv z mamo, s to njeno ponižnostjo, ker je vedno rada bila v vlogi žrtve, da si napišete eno zahvaležnost, zahvalo, hvala mami, ker si mi omogočila, da sem to, kdor sem. To je bila moja, taka najbolj enostavna, ali pa hvala mami, ker si moja mami, hvala, ker si mi pokazala ta svet in tako naprej. Eno izberete za mamo. Naprimer, Eva je zbrala za očeta. Za očeta. Tako, lahko zberemo eno za mami, eno za očeta in potem 3 zase. In to nekaj časa, vsaj 21 dni pišemo te hvaležnosti. Torej do naslednjo dan. Tako do naslednje oddaje, Ja. jaz si še kar pišem, tako da. Če pa jih ne pišem, naprimer, jaz izjutraj napišem 5, ampak vedno v avtu jih pa saj enih 10 ponovim, to je pri meni tako že ritual. To je samo zaradi tega, da boste res znali začutiti, kako je lepo v tem življenju, ko ga živimo. Točno to, ker tiste dušice čakajo, kdaj bo katera rekla, da je dovolj, da ona lahko pride na ta svet. In zrasta, ne? In zdaj, da se ne bomo ustrašili preizkušenj, imaš pa tudi pripravljeno mesečno afirmacijo, ki, kot veste, zdaj že veste, da je to ključ do nagrade, do Tanjine knjige, da jo izpišete v komentar. In afirmacija je? Ja, moje srce je središče moje moči. Moje srce je središče moje moči. Tudi spisana na ekranu, Tako. tako da jo lahko samo napišete v komentar, pa Tanja izžreba nagrajenko v četrtek v live. Tako, tisto, katera bo dobila mojo knjigo in pa bo definitivno tudi ona povedala, kako jo je knjiga
ali je naredila kakšnokoli preobrazbo s to knjigo. Kako je vplivala na njo. Zdaj pa mogoče bi samo to, nedavno smo imeli na akademiji spremembe vredna postavitev družine in v bistvu smo postavljali mamo. Ja, Ti si nas opazovala vdaleč in videlo se je, koliko nepredelanih stvari imamo z mamo. Kaj si opazila, ko si nas gledala? Kateri vzorci so najbolj bohteli ven? ja ni bilo enostavno, zaradi tega, ker smo si mi same zbrale to mamo in ker naenkrat ta mama vidimo po drugi strani, ker smo enkrat bile v vlogi mame, enkrat pa v vlogi nas. Zelo velika pomanjkanja ljubezni, zelo se je čutilo, potem manjvrednost oziroma nevrednost, nesprejetost, potem osamljenost, zelo zanimivo, kar sem tako redko kdaj vidim, ampak tudi to v tem se je videlo na tej postavitvi. In tako, skoraj vsi vzorci so prišli ven, resnično, tudi kontrola smo lahko videli, ampak najbolj nevrednost, pomanjkanje ljubezni in nesprejetost. In to sem... Recimo mi, da sva si lahko poveva, recimo jaz imam zelo močno to manjvrednost, ne? Nikoli karkoli sem naredila, nikoli ni bilo dovolj dobro. Pa tudi, če je bilo kaj dobro, sem rekla, pa sem še najdla, pa še to bi lahko izboljšala, pa še to bi lahko izboljšala. Sicer sem se zdaj popravila, tako da lahko rečem, da tudi zvečer, ko se uležemo poslom, si rečem, danes sem pa dobro zlikala perilo. Krasno. Ne, res. Ali pa danes sem pa posesala, lepo, ni treba, da so to ne vem kakšni projekti, ampak sem postala bolj nežna do sebe. In vem, da ker pač to izvira iz otroštva, ker je bilo zelo redko, kdaj kakšna pohvala, veliko kritike. Tega niso poznali. Ja, niso Veš, poznali. oni niso od staršev dobili. Ja. Ampak lahko pa povem, kakšna sprememba je. Mi dve se že zdaj družimo koliko časa? Približno pol leta? Ja. Več. Ja. Nekaj takega. No, včasih je bila takole na teh oddajah, to so gor dol. Zdaj se že lepo prepusti, si dovoli, nisi več toliko zahtevna in si še dovoliš reči, da si dovolj dobra. In to je vzorec, naprimer pri njeni mami se je videlo, ko smo njeno mamo gledali, da je njena mama tudi ta vzorec imela, in da je ta vzorec prenesla na te. In potem posledično, ker želimo biti dobri, res dobri, potem smo prezahtevni sami do sebe. Se je isti moj, se drage moje, tudi vaš je. Ampak tako, mi smo ga upali deliti, če ne bi odpirale mame, ali pa če ne bi delale na sebi, tega vzorca niti ne bi odkrile, kaj šele pa delile z ljudmi, kakšne imamo vzorce. Tako da delamo na sebi, ne se bati bolečine, bolečina je res tista izvor, do kam lahko prijete do svetlobe. Meni bolečina samo pomeni, še neka preizkušnja, da lahko sem še boljša in da lahko še bolj rastem. In ko v bistvu sprejmemo te vzorce, v bistvu sprejmemo tudi sebe in tudi imajo manjšo moč, ne, ko jih enkrat ozavestimo, imajo manjšo moč, lahko delamo in tudi tako se v bistvu duhovno razvijamo in rastemo, ne, ko jih sprejmemo. Točno to, in potem si dovoliš, ko sprejmeš mamo, veš, najtežje je sprejeti mamo pa očeta. Sprejmeš tudi ostale in se ne ukvarja z njihovimi vzorci, samo zaveda se, da ima bolečino, isto rano, tako kot ti, sem, da mogoče je tvoja na trojki, njegova je pa na sedmici. Skratka, vsi imamo vse vzorce. Tako. To je pomembno. Ja. To pomeni, od vseh 7, jaz jih celo delim še na 8, to pomeni pomanjkanje svobode, je tudi ta osamljenost, ki ga jaz nekako dajem v spredje. Vsi jih imamo, ampak samo odvisno v kateri stopni. To meni, mi dve mama izrazitega smo ga imele, zdaj ga nimam več tako močnega, je ta manjvrednost, pa nesprejetost, moja nesprejetost. Ampak to se potem z leti, veš, zmanjšuje in ozavestiš ga. To meni, veš, kdaj je, ja, točno to, veš, da je, in takrat si dosti bolj pozoren, ali pa rečeš, v redu je, tukaj si, a veste, to je tisto, ko govorimo o volkcu, ali pa angelčku pa hudičku, pa reče angelček, ja, v redu, zdaj vem, da je tukaj, pa hudiček reče, v redu je, pa se malo odmakne. Ja, veš, to je tako, malo se odmakne, v redu je, sem te zaznal, v redu je, si mislil malo skočiti ven, pa ne bo skočil. Veš, ki imam še tega hudička zelo močnega, ko se uležem na kavč, pa da ne bi nič počela. Tukaj je pa ta moj hudiček, tukaj mi pa ne da miru. Da bi rekla tudi zvečer, da bi rekla, danes sem pa 1 uro ležala na kavču in nič počela, ampak jaz sem vredna, tle imam pa še izziv. Veš, to, kaj se pa odpre občutek krivde. Ko lahko leži, če bi pa lahko kaj postorili.
Ker vidim s to stvarjo. Ja, se delati. Ampak glih to, dajmo začeti najprej tako. Se dotakniti, nikoli ni konca raziskovanja sebe. Ne. Je pa nekaj najlepšega. Kaj mi je povedala ena ambasadorka naše akademije, je rekla, a ti veš, da jaz prvič v življenju sebe spoznavam. Spoznavam najprej svoje vrednote. A ti veš, da jaz zdaj povem, kje so moje vrednote. Druga zadeva, da sploh lahko rečem svoje strahove. Bolj odkrito, da vidim, da moja mama sploh ni imela ljubezni. Kaj bi jo lahko meni dala? Ne? No, zdaj, ko smo ravno pri ljubezni, na zadnjem obredu si videla, da smo v bistvu ženske, zakaj je pomembno, da sprejmemo mame in da smo ženske steber ljubezni in družine. A nam lahko to, prosim, deliš to, ker to so bila tako lepa spoznanja in bi želela, da tudi gledalke sliši. Ja, najbolj pomembno, kar se mi zdi tako, vedno rečemo, da se moški ne radi pogovarjajo o globini. Moški se ne more pogovarjati o globini, če ženska ne začuti te polne ljubezni, pa mu ne dovoli, da se on počuti sprejetega. To je fejst pomembno. Kar pomeni, drage moje, mi smo steber družine in ta naša ljubezen prihaja znotraj nas. In ko mi sebi dovolimo to ljubezen videti, res, zato je pomembno, da znate začutiti, da poveste svoje strahove, da poveste vse svoje izzive. Bolj kot boste te izzive govorile strahove, več si boste dali ljubezni in več boste dali potrditev svojemu partnerju. In v bistvu smo zgled svojim otrokom, ne? Ja, hvala za tudi to, ker otroci so naše ogledalo. Dejansko mi lahko po otrocih vidimo, kakšen imamo mi napredek. Tako da lepo prosim, glejte vaše otroke in če vidite spremembo pri otrocih, si rečete, hvala, kakšno spremembo sem naredila. No, in ko smo danes že govorili o tej globini in izzivih, to je v bistvu tudi priložnost za to, da začutimo ljubezen do sebe, a ne? In ko čutimo ljubezen do sebe, jo znamo tudi sprejeti. O tem bova pa govorili tudi v najini prihodnji oddaji, julija. Ja, ker tudi duša, ko je prišla sem, si je želela začutiti to ljubezen do sebe, ne? Tako, ampak jo je strah in je obdana z 100 strahovi. In bistvo najine oddaje je, da bomo govorili o tem, ker organiziram 5-dnevni retrit. Včasih sem želela mogoče površinsko, mogoče je to zamenjava za križarko. Lansko leto sem imela križarko, letos ne bom imela križarke, tako da se vam opravičujem, vsem dragim, vem, tudi pisali ste me, mogoče bo pa drugo leto. Tanja leto želi globino. Ja, resnično. Je čas za globino. Ja, jaz sem samo zdaj za globino, zato ko vidim, koliko je srečnih dušic, koliko je zadovoljnih, koliko je bolj notranjega miru, koliko je več mirjenosti, lahkotnosti in na tem želim delati. In to bova govorili v najini julijski oddaji. Tako je. Glede na to, da je čas dopustov, verjetno bi lahko predlagali, da če boste razmišljali samo o eni knjigi, ki jo nesite na plažo, je to ta. Točno to. Drage moje, 1000 dam, oziroma 1000 žensk, 1000 dam, 1000 ambasadork vidim z mojo knjigo, kjer bodo si spremenile življenje oziroma same se bodo odločile, da resnično želijo biti zmagovalke in videle, da vse, kar se jim je na poti zgodilo, se jim je zgodilo zato, ker so si tako same skreirale. In da v bistvu bi občutile to hvaležnost, zdaj pa če mi dovoliš, bi pa iz knjige nekaj prebrala o hvaležnosti, ker se mi zdi hvaležnost izjemno pomembna v našem življenju. Na strani 124 Tanja piše tako lepo o hvaležnosti. Če bi se zares zavedali, da je naša sreča odvisna samo od nas, bi vsako jutro odrveli v kopalnico, se pogledali v ogledalo in se zahvaljevali za vsako malenkost, ki jo imamo. Nato pa še pogledali skozi okno in se zahvalili za vse, za iskrene ljudi, svež zrak in pitno vodo. Hvala za umirjen dih, sončni vzhod, jutranjo tišino, večerno spokojnost. Hvala za nebo in zemljo, za rastline in živali, za roke in noge, za in srce. Skratka, nekdo bi lahko rekel, kakšne so to floskole, ampak v bistvu vse to, kar ti govoriš, sem tudi jaz dobila na obredu, da če bi samo 5 minut na dan gledala skozi okno in videla, koliko nam mama zemlja, mati narava daje ljubezni, da je ljubezen tudi
ko češnja cveti, ko zapiha veter, ko ptički priletijo. Že midve si dajeva ljubezen. Že mi, da se dajva ljubezen, bi jo lahko videli in jo tako tudi sprejeli in se polnili, ne? Točno tako. In evo, to je iztočnica za najino julijsko oddajo. Želim vam lep dopust. Veliko branja knjig, predvsem knjigo Spremembe vredna, to pomeni to knjigo, in ponavljate afirmacijo. Moje srce je središče moje moči. Pa vajo, ne? Tako, točno to. In potem bomo izgrebali v četrtek nagrajenko ali nagrajenca, ki bo dobil mojo knjigo.